malo kateri človek zares ve, kaj je biti v poklicu baletnega umetnika. Sem bila iz akademije izbrana od samega Maurica Bežarja, kjer mi je rekel tak, 2 tedna imaš, tukaj imaš 7 VHS-ov, to so baleti, katere se moraš naučiti, vidimo se v Cannesu. Tu ta passion in to, da smo imeli 250 predstav na leto. Točno to si iskala, ne? Želela sem ta neki way out and my way. Ne? Out of the box. Out of the box. Ven iz okvira običajnih. Tako, spomnim se, da je začelo deževati in da se kar nisva ustavila, smo kar plesali in vsi smo plesali in smo doživeli božanski aplavz. A so vse baletke, balerine tako eksplozivne, strastne kot si ti? Na odru mi je počila Vranica, od tu dalje pa vsak dan, 25 ur na dan, full, na 200, ker nikoli ne veš, kjer je zadnji. Lepo pozdravljeni v Mastercard podcastu Navdiha. Moja današnja gostja je Valentina Turku. Vse, kar lahko povem o Valentini Turku, so presežniki. Je velika umetnica, izjemna baletna plesalka, priznana koreografinja in zelo iskana oblikovalka giba. Za svoje delo je prejela tako rekoč vse strokovne in umetniške nagrade in priznanja, pred kratkim, ob 30-letnici ustvarjanja, tudi državno odlikovanje ene od svojih 2 domovin Romunije. Kot ustvarjalka je postavila nov mejnik v odličnosti klasičnega baleta v sodobnem času. Po njenih premierah se govori o prekipevajoči strasti, neskončnem znanju, vratolomnih potezah in čisti ekstazi. Rekel bi, da je Valentina Turku v baletu to, kar je Luka Dončić v košarki. In vse to je zelo navdihujoče. Navdihujoča je že sama njena življenjska zgodba. Ko je bila Valentina Turku stara 5 let in je živela še v Zagrebu, je že vedela, da bo baletka in koreografinja. Valentina, zares sem vesel, da si moja današnja gostja. Hvala, Bore, da si me povabil sem. Tvoja predstava Smrt v Benetkah je bila leta 2018 v Londonu proglašena za eno izmed 5 najboljših na svetu. Kaj zdaj to pomeni? To je bil takšen highlight, takšen šok na nek način in velika prelomnica. Prelomnica zame, seveda, kot nekako oceni najbolj stroga plesna, baletna in plesna strokovna kritika, kot je Dance Europe Magazine v Londonu. Sploh to, da so pogledali, da so prišli pogledati našo predstavo, da so jo z takšnim navdušenjem opisali v kritiki. To so kritiki, ki so samo plesalci. Znotraj tega Dance Europe Magazina so v bistvu vrhunski profesionalci. In do natančnosti, do prafaktorjev razčlenijo vsak tvoj prizor, scenografijo Marka Japla, kostumografijo Alana Hranitelja, glasbeni koncept celotne v bistvu predstave. Ne samo moje delo, moj rokopis, in predstavo imenujejo za balet 21. stoletja in pišejo o tem, da postavljam kako že edgy choreography, very difficult, high level, za plesalce zahtevno in tehnično zelo neoklasično, klasično. Tako bereš to, se ne prebereš samo enkrat, bereš nekolikokrat in seveda zavedali smo se vsi, to je bila koprodukcija Hrvaškega narodnega gledališča Zagreb, s plesalci iz Zagreba, in Slovenskega narodnega gledališča našega v Mariboru. In je za vse nas, za vse nas je to bil en tak breakthrough. In od tega trenutka, ko te enkrat prepoznajo, te spremljajo. Se pravi, zdaj Dance Europe Magazine zmeraj pride tam, kjer sem ta trenutek naredila neko premiero, bodi si v nacionalnem baletu Brno je bila Dama s kamelijami, pri nas je bil Evgenij Onegin, za katerega sem, kot si povedal, dobila nagrado Prešernovega sklada. In potem je to en tak trenutek malih in velikih prelomnic, tak nek snowball, ki se je zatem začel. To je nek Oskar v baletni umetnosti. V bistvu je silno prepoznanje tudi za našo državo. In seveda, v tistem trenutku tudi za Hrvaško. En tak nobel titula, ki zapisani smo ne samo jaz za svojim delom, ampak mi vsi. Zraven pa je bil proglašen tudi Royal Ballet London, seveda,
kaj se čudimo. In Oslo, Norwegian National Ballet, Oslo, Dresden, Nemčija, se pravi vsi ti močni baleti in potem seveda mi, kar je bilo božansko doživetje. In potem te nekako ti trenutki absolutno ženejo naprej. Ženejo, imaš to neko še večjo odgovornost. Vsaj jaz sem tako narejena. Zdaj, kdor nas gleda, posluša, takoj vidi tvoje navdušenje in si bo razložila, da je to seveda normalno, če govori o neki taki prelomnici v življenju, o vrhu, Olimpu. Ampak jaz tebe tudi sicer, kolikor te poznam, zdaj 5-6 let, te poznam ne samo kot tako strastno plesalko, ampak tudi kot strastno sogovornico. A je strast v tebi tudi, ko ne plešeš, ker kadarkoli se pogovarjava, si tako polna nekih emocij. Živa, ja. Da te komaj človek ukroti. Živa sem, Borut, zato, ker sem se tolikokrat znašla na tistem drugem, na drugi strani kovanca, kjer sem skoraj nekolikokrat tudi zdrsnila na ono stran. Tu so poškodbe, operacije, borbe za življenje in zdelo se mi je, da je treba živeti vsak dan maksimalno, kot da je zadnji. Tudi nekoč sva z Edvardom imela slogan, dobesedno leta 2002, zatem, ko sva se vrnila iz Nagoje, kjer sva dobila bronasti medalji na enem velikem, internacionalno izjemno znanem tekmovanju, kot neki olimpijadi za baletnike. In sva takrat imela slogan, pleši vsako predstavo, kot da ti je zadnja. In dejansko ena od teh predstav je v nekem trenutku leta 2005 zame, za moje telo, bila usodna. Na odru mi je počila vranica, težko so me rešili, ampak je bila ena zelo, zelo taka edgy situacija in nekaj se je zgodilo v meni v tistem trenutku, da ko sem to preživela in ko sem se vrnila nazaj čez 9 mesecev na oder, rekla, glej, od tu dalje pa vsak dan, 25 ur na dan, full, na 200, ker nikoli ne veš, kjer je zadnji. Je to kaj povezano s tem? Torej, je. Preden odgovoriš na to vprašanje, naj povem za naše ljube gledalce in gledalke, da so to tvoji zadnji plesni čevlji, sem prav povedal? Prav. To je prav iz tiste predstave, o kateri govoriš. Tako. In to, kar je zame danes absolutno ganljivo, in ne vem, če si to zaslužim, je, da si me danes z njimi obdarila. Kot rečeno, ne vem, s čim sem si zaslužil, ampak sem absolutno fasciniran in tako kot veliko večino takih zelo pomembnih, dragih in dragocenih daril bomo dali za dobrodelne namene. Je prav? Absolutno prav. Vse, kar sem takega dobil, zlasti kot predsednik republike, sem podaril za dobrodelne namene. Absolutno in mi je bilo drago. In tudi tistemu, ki mi je to dal, čeprav je to več kot dragoceno, se mi zdi, da tako najlažje. To bo gotovo nek baletni navdušenec dobil. Vedno poskrbimo, da dobi to nekdo, ki mu nekaj pomeni. Super. Je prav? Super. Absolutno, Borut, absolutno. Ti čevlji so... Povej nekaj o teh čevljih. Tako, dejansko nisem takrat vedela leta 2005, da bom zadnjič v njih stala na odru. Predstava se je imenovala Trnulčica. Igrala sem Karaboz, vilo v črnem tilu z kronico in s temi krasnimi črnimi satenastimi drsečimi čevlji, kjer sem tudi v enem trenutku za odrom zdrsnila po stopnicah. In tu se je zgodilo, kaj se je zgodilo, ruptura in splenektomija niso male stvari, ampak ti čevlji so ostali do dana današnjega v bistvu v moji omari, seveda jih moj oče ne bo imel, jaz jih tudi ne bom obešala na steno in se mi je zdelo tako simbolično, da spregovoriva o tem in tudi nisem ti prinesla lepe nove, kot bi se spodobilo, ampak te izrabljene, polne sweat and tears, ki so v bistvu brutalna realnost našega poklica, ki jih malo kateri človek zares ve, kaj je biti v poklicu baletnega umetnika. In zdaj ta živost, o kateri se pogovarjamo, je delno seveda Preden greva na živost. Povej. Vendarle, to, kar se ti je zgodilo, je v enem trenutku, verjetno prvem, se ti je morda zazdelo, da je s tem konec. Je bil ta trenutek ali kako si to doživljala? Namreč rad bi pokazal, kako si iz te situacije, ki je v vsakem primeru zelo krizna, potem znova šla na vrh. Bi rad to zgodbo, ker to je vendarle podcast Navdiha,
To navdihujoča zgodba bi rad s tabo delil. Ni lih prijetna in simpatična, ampak je ne. realna in življenjska. Tisti trenutek šoka, seveda sam sebi nočeš priznati, da se je to dejansko zgodilo, da je življenje v nevarnosti, zbudiš se na intenzivni šok soba in vse in ti povejo od tukaj naprej bodo gospa Valentina Turku stvari potekale drugače. Življenje se bo obrnilo in našli boste zagotovo čez en čas nek način. Namen je seveda bilo, da se odprem in ne vem, skozi dneve in noči tuhtam, kako, kaj. Bila sem zašita, bila sem kot en polžek in seveda zgubiš vso samozavest, ne veš točno, kje si, ne kot človek, ne kot umetnik. 30 let sem bila stara, želela sem si seveda absolutno družino, otroke in vse to, ker sem mislila, da je moj scenarij, ampak scenarij se brutalno obrnil čez noč in iskala sem navdih znotraj sebe, Boga, vero, molitev, jaz sem drugače hermetičen človek, ne bi se reklo, ampak sem. To zdaj prvič slišim in prvič imam tak vtis o tebi. Ampak sem. Zame deluješ zelo odprto in zelo iskreno in navdušujoče. Zagotovo, ampak tak volk samotar, zaprt tak zelo in potem izpalim tam, kjer moram. Tudi ta naš današnji pogovor je del moje profesije. In znotraj teh tišin, ki so trajale kar nekoliko mesecev, sem se dobesedno podrla in znova, cigel na cigel, stop. Cigel na cigel, stop. Gradila sem neko, ne novo podobo, ampak popolnoma novo življenje znotraj sebe, zelo na tiho in nisem vedela, kje bo v bistvu pot. In potem se v nekem trenutku pojavil tisti otroček, ki je imel 5 let znotraj mene, ki je vsem razlagal, da jaz ne bom beli pa črni labod, zagotovo ne, tako kot mami in oče, ki sta bila baletna zvezdnika in sta ves ta klasični velik repertoar plesala v življenju, katere sem spremljala kot mala in celo življenje, ampak da bom jaz koreograf. In zdaj ta koreograf, ki še ni prišel na vrsto, je pri 30 nekje komaj čakal, da izbruhne iz mene z vsemi temi idejami in seveda z novimi življenjskimi in temi edgy izkušnjami, ker se zavedaš, da je življenje lahko gone. Tak. Takrat si imela dokaz. Absolutno. In to je potem, čez čas vidiš, žali Bog, vse te strašne stvari v našem življenju imajo svoj smisel in me je dvignilo na nek popolnoma nov nivo. Misliš, da je to neka usoda? Težko je uporabiti to besedo, čeprav je vsi tak, seveda, jaz mislim, da so ene stvari znotraj naše poti absolutno zapisane. In kot neko poslanstvo, ki ga moraš opraviti, zato si se rodil. Ampak dokler človek ne sliši, noče, blokira, je zaprt, ima nek svoj mali razvoj, te potem v nekem trenutku dobesedno vesolje ustavi, resetira in katapultira na novo. In takrat je treba imeti pogum za živeti, za borbo, za vse, kar se od nas pričakuje. Bo še prišla do tvojega poguma in ustrajnosti. A se mogoče spomniš, kakšni ne, v tej vrnitvi, ne? V optimizem, v upanje. A se spomniš trenutka, ko se ti je to upanje, optimizem porodil? Je bil nek dogodek, ali bi težko rekla, da je bil sam en dogodek? Fino je bilo zato, ker toliko sem trmasta, big sem, to moram povedati, ker to je en del moči, ki Nihče ni popoln, Valentina. Ne bomo povedali. V glavnem, ko se je pojavila prva predstava, ki je bila na repertoarju takrat, sredi poletja smo bili na Brionih in Edvard je stopil do mene in je rekel, glej, povabljeni smo na Brione, bi plesala tango, Edvard Klug, ja, moj kolega, velik prijatelj, moj sopotnik, je rekel, dajva probati začeti s tangom, bi lahko. In to je bila neka motivacija. In začela sem gledati v baletni dvorani, kako vadiva, kako se moje telo adaptira na nek nov način, se pravi ta neka nova verzija Valentine je z ene strani bolj skromno v gibu, začela v duši pa vedno bolj. In ko smo stopila tisto noč na oder z našimi plesalci, z ansamblom na Brionih in doživela tisti prvi aplavz, še spomnim se, da je začelo deževati in da se kar nisva ustavila, smo kar plesala in vsi smo plesali in smo doživeli božanski aplavz. Takrat se je
je bil nek comeback. Točno to zgodbo sem Ampak ne iskal. toliko comeback kot umetnik na odru, ampak kot sam sebi si prišel nazaj. Končno si spet Si ti. se našla, si. Ja, kljub tej brazgotini, ki je kot en cifršlus sredi mojega abdomna in bolečinam, ki so bile bolj psihične, strahovi so to, ker si izgubil nek teritorij, na katerega si bil navajen 30 let, neko kontrolo, ampak ti je dalo nek drug blagoslov. In ta ljubezen spet med vsemi nami, ki delamo, ta strast se je vrnila in tu se je pa paralelno začel vklapljati ta koreografski, zmeraj bolj element, rečemo temu, ta ihta, ta need to create. Zdaj, večkrat si omenila strast in kot veva midva povsem pravično pri tebi. Je ta mogoče celo dedna, ker starša sta tudi, ne, sjajna plesalca sta bila, ti si sanjala o tem, da boš baletka na drug način. Je ta strast prišla mogoče tudi iz genija ali kaj? Sta te vzgajala tako? Danes bi rekla, da ja, še posebej zato, ker jih gledam v teh mojih letih, kakšna sta bila in to sta dva strastna človeka, da se razumeva, zaljubila sta se noro, spomnim se, da sta se zaljubila v Dubrovniku, katerega zelo rada obiskujem in sem nek delež teh kamnov posrkala vase, ampak bila sta neposredna. Nista me Borut, nista me šparala, nista me cartala, nista me pakirala v noben celofan. Da ste te hotela vzgojiti za baletko ali sicer ne, v življenju? Kot človeka. Te nista silila ne. Nista me silila, kasneje ati prevzel glavno vlogo in glavno besedo, ko sem jaz začela v puberteti, pa to nekaj ne bi jaz to, pa ne bi drog, pa ne bi tu krvavijo prsti. Gledala sem dejansko, iz česa je ta balet narejen. Koliko je tu enega fanatizma, en ta devotion, to, da njih ni, da njih kar ni od 9 zjutraj do polnoči, da sem jaz kar konstantno pri babicah, sosedih, vse posod v rekviziternici, v šminkernici, pri vratarju, da sem se izgubila sredi nekega hodnika, mnogokrat sredi Dunaja. To je bilo noro, koliko sem prepotovala z njimi, Kopenhagen, Cirih, Dunaj, vse posod sta plesala. Budimpešta, Berlin, 2 meseca z materjo v Berlinu, otrok pri 5. Veš, da se mi je dogajalo, ampak sem tudi gledala drugo stran gledališča, kako se luči naredijo, kako se rekvizita izdeluje, iz česa so narejeni ti copati, kako mati trpi z ledom, kako je oče vsak večer za neko kanto z morsko soljo gleda televizijo. Se pravi, jaz nisem imela občutek nikoli želje, da bi bila ta pupa za kronico in z rozati tijem, zato ker sem vedela iz črevesa navzven, iz česa je ta laparoskopsko sem vedela, iz česa je narejen baletni plesalec, umetnik in seveda sem zapadla v neko krizo logično, pri 15, 16 sem se zaljubila in ne bom jaz več trenirala in ne bom balerina, jaz bom kar nekaj po svoje in hvala Bogu je tu oče z močno roko posegel, me zalepil na drog in treniral dokončno do mojega 18. leta v eno trdotehnično bazo in mati seveda tudi. In potem je nekako spet, bom rekla, vesolje uredilo, da sem pri 18 šla na avdicijo. V Luzano? Znamenito. In tam sem kako se imenuje? Bežar, Ballet Lausanne. Bežar je takrat odpiral znamenito akademijo Rudra Bežar. Iskal je mlade plesalce pri 18, najboljše na svetu. 600 nas je bilo na avdiciji in takrat, ko odpade prvih 500, ostane samo 100 in zatem še 50 in ko nas je vedno manj in manj in manj. Ta audicija je trajala od 10 zjutraj do 6 zvečer, ob 6, ko nas je ostalo samo še 10, sem se zavedala, kaj sta mi v bistvu oče in mati dala. Naučila sta me služiti svoj kruh in to na najvišjem možnem nivoju. Bila sem sprejeta in iz tega otroštva, kjer sem, rečimo temu... Sunkovito premaknjena v profesionalni odrasel svet. Pri 18. Pri 18. Z eno fino, z enim seveda backgroundom. V Luzani v Švici. V Luzani v Švici. In tudi tam sem bila zelo realistična. Jaz nisem prišla z nekimi velikimi pričakovanji, ker sem bila nobody. In to je bilo fenomenalno. Tu sem še učila sem se srednja baletna šola, glasbena in to. Vsi smo bili nekje pripravljeni za ta repertoar, ki sledi, potem pa me katapultiralo v nek svet, kjer je popolnoma drug repertoar, kjer smo ogromno improvizirali, koreografirali, bili smo kreativni in tudi nas niso šparali. Ampak točno to si ti želela, točno to si iskala. Ne? Želela sem ta neki way out
and my way. Ne? Out of the box. Out of the box. Ven iz okvirov običajnih. Tako. Upornica. Upornica. Ti si vedno upornica. Hermetik. Kombinacija, vedno, ja. Vedno nekako. Zdaj se trudim, da bi... Zdaj si kot otrok si se skušala malo opravičiti za to strast. Ne, mi uživamo v tem. Jaz nisem ne baletni strokovnjak, tudi priznam vedno, ne znam dovolj ceniti, občudovati baleta, ampak, kot sem rekel, ti si res na vrhu tega in to cenim, to znanje in predanost in strast in to občudujem. Hvala. Tudi zdaj, v tem pogovoru moram reči. Hvala Božu. Ti si torej v Luzani naredila eno prelomnico v življenju, šla si v nov svet, kot ena najbolj perspektivnih. Kako je bilo pa tam, to tvoje nadaljne odraščanje in kreativno konstituiranje razvoja? V bistvu, to, kar sem rekla, fino je bilo, ker smo vsi bili na nuli, se pravi resetirani, 25 mladih ljudi iz Japonske, Španije, Portugalske, Francije, Nemčije, vsi smo bili strašno različni in vsak je imel nek svoj dream, ampak še nismo bili obdelan material in Bežar je užival z nami, zato ker nas je vrgel v mnogo improvizacije, tako kot sem rekla. Imeli smo izjemne treninge klasičnega baleta z vrstnimi pedagogi, ki so se menjavali vsaka 3 tedna in tudi z Pino Bausch in z Marto Graham in z Caroline Carlson in z ljudmi, ki so nas prihajali učiti iz New Yorka, iz Nove Zelandije in seveda znamenite pariške opere. Se pravi, vsak je v nas v ta DNK nalagal. Ti si bil obložen z nekimi močnimi informacijami, novimi, riskantnimi situacijami, kjer si vržen in kjer je vsak dan rizik v bistvu. In smo imeli izpite, na katerih smo seveda bili selekcionirani in na koncu teh 2 let sem bila iz akademije izbrana od samega Maurica Bežarja in dana noter v repertoar, kjer mi je rekel tak, 2 tedna imaš, tukaj imaš 7, takrat so bili VHS-i še, 7 VHS-ov, to so baleti, katere se moraš naučiti, vidimo se v Cannesu. Kak? In sem bila 14 dni sama za svojim profesorjem v baletni dvorani, da sem naštudirala 7 različnih baletnih predstav od 90 minut v tej vlogi, 7x90. 7x90, kjer sem prišla v Cannes in tam te je dočakala absolutno ena najboljših svetovnih kompanij na svetu, še danes so, Bežar Ballet Lausanne, profesionalci, se pravi 30 nad, mene otroka 20 let staro in se rekel, no, da vidimo, buž, to pomeni muvaj. In jaz taki piflarček, kot sem, vse vaj, vse ovo ono in je res Maurice prišel do mene in je rekel, lej, čestitam, zelo me imel rad, je rekel, glej, tisoče in tisoče plesalcev je šlo skozi moje roke in skozi moj studio, ampak vsak 1001 je angel. Jaz še nisem vedela, kaj govorim, sem si pa toliko nasjepato. Je rekel, Valentina, sonce se zgodi, ko ti stopiš na oder, sončno je in imam blazno inspiracijo, ko delam s tabo. Tako da smo navezala neko dušno navezo že takrat, kar z njim ni bilo evidentno. To je ipak Maurice Bežar in nas je ipak bilo tam 30 fenomenalnih plesalcev, s katerimi sem odraščala. Tako je to nekako zapečatilo, ta nek velik, neko odprtje se mi je zgodilo. Nekako potem tale duhec ni znal nazaj v Aladinov duh, nisem ga mogla več tlačiti nazaj v stekleničko. Gre zobna pasta ven iz Gotovo. konec, ne možeš dati. Bilo je, wow, tu ta passion in to, da smo imeli 250 predstav na leto. Leteli smo iz Nemčije, 2 meseca smo delali v Parizu, 2 tedna v Atenah, nazaj v Tokio, iz Tokija nazaj v Lozano, pripravljali nov material, iz Lozane nazaj v Pariz, potem iz Pariza celo Francijo, celo Italijo, 250 predstav, sam sebe vidiš samo v trenerki in v teniskah in potem, ko ne vem, kavbojke nas se oblečeš, je kao, weird. Na tej točki te moram vprašati, se to je tudi en strahovit telesni napor? Je. Poleg tega, da je seveda intelektualni, duhovni, zlasti zate, ker si tako strastna, ne?
ampak je tudi nek telesni napor. Kako pa s tem, ne? Lažje je bilo Borut, ker je 20-letno telo bistveno različno od tega, kar je danes. Torej, takrat so se ti telesni napori v tej neki skrbeli so za nas, da se razumemo, to je ekipa fizioterapeutov, prehrana, to so najboljši možni hoteli, 5 zvezdic plus, to je vse eno, tako kot za vrhunske športnike. To je visok profesionalizem. Se pa kljub temu zgodi poškodba. Ampak kljub temu absolutno moraš imeti izjemno disciplino, tudi odrekanja. Izjemno, odrekanja konstantno in tudi moraš biti pripravljen, da se na dan predstave 30 minut predtem lahko neka plesalka poškoduje in da ti moraš uleteti v njen kostum, v njeno vlogo, da moraš pokrivati. Je en tak adrenalinski stres, to tukaj poteka bistveno drugače. Ampak tudi zato plesalci v svetu ne presežejo nekega 35., 36., redko kdo še v 40. letu zmore to vrstne napore na tem visokem nivoju. Meni je dalo ogromno izkušenj, ogromno, en tak treasure island, s katerim sem se v danem trenutku po materini smrti odločila vrniti se v Očetu, vrniti se v Maribor, priti v Slovensko narodno gledališče, v balet in od tukaj popolnoma spet reset, novo, zero, front page. To je bilo leta 98. Pikico prej, 97, no, ampak 98. leta sva potem z Edvardom Klugom štartala z najino znamenito predstavo Tango, ki je potem obrnila spet neko novo ero. Kaj je bilo v tej predstavi takega, da je pomenila spet neko tako prelomnico v tvoji karieri? Z Edvardom sva bila strašno odprta in željna nečesa novega, nekega spet bom rekla, da ne je povezovala absolutna strast in norost in ljubezen do tega poklica, ljubezen do glasbe, do muva, do giba. On je bil poln idej, te ideje je bilo krasno spremljati v baletni dvorani. Prosim, da se prekidam. A so vse baletke, balerine tako eksplozivne, strastne kot si ti? Ne vem. Jaz sem mislil, da se boš časoma polegla malo v tem pogovoru, ampak zdaj se prav bojim, da boš eksplodirala pred mano. Ne, prosim, bodi taka, ker si sjajna. Breathe, control. Povej, Edvard Klug, Tango, leto 1998. Pogovarjamo se o največji ljubezni mojega življenja, kar je balet. In seveda sem v live. Zdaj pa, če me vprašaš o avtih, se bom polegla. Jaz vedno rečem, kjer je avto voziš, tisti rdeči? Glej. Čudovito. Peva nazaj v tango. Balet. Lej, začelo se je nekaj na novo, tukaj še ni bilo, ne vem, mladih koreografov, on je, tako sem rekla, bil poln energije, znašla sva se v baletni dvorani do 10-11 zvečer, bila je prazna, delala sva, raziskovala sva, zaupala sva drug drugemu. In potem je seveda naš baletni ansambl in takratni direktor rekel, kaj zdaj ta dva ustvarjata, dajmo videti, dajmo nekaj iz tega narediti. In tako se je zgodil Tango. Nismo pričakovali, da bomo bili toliko lepo sprejeti na festivalu Križanke v Ljubljani, kjer je potem v bistvu bil ta bombastik uspeh. Potem v Beogradu, v Sarajevu, v Hanka v Zagrebu, na mnogih festivalih, v Dubrovniku smo gostovali in potem se je to nekako se je prijelo. In kar je anekdota, ki je v bistvu se zgodila, da sva, torej danes sva sredo, 5 dni nazaj sva šla pogumno oba dva na oder, sva se zmenila Zdaj 5 dni nazaj. Zdaj 5 dni nazaj. Po tolikih letih oblekla svoje kostume, se sedla za to isto mizo, glasba se je prižgala, noben ni pričakoval, bil je takšen hurikanski aplavz, da nam je samo naredilo in sva šla zaplesati najin zadnji tango na oder, kao nekad. Torej, ti čevlji baletni so še od takrat, ampak te pa nisi zdaj oblekla? Ne. Tisto je bilo special edition, s tem se zaključilo, ampak zdaj sva se v bistvu oblekla čisto fino, tako. Torej, improvizirala sta. Tako. Ta strast jo je povedla na oder in ljudje so se čudovito odzvali. In mi smo se še vedno čudili, kako je to možno, da po 25 letih še zmeraj isto, ta eksplozivnost, ta impuls od znotraj. In prej si se nekaj pritoževala nad leti in kondicijo. In to si zdaj zmogla komot? Ja, še zdaj se čudim sama sebi, pa njemu tudi. Pravijo, da se ni videlo. Sem zmogla, oba so zmogla. Mislim, da je srce večje od pameti. To misel bomo dali v reklamo za najin pogovor. Velja. Ta zelo odraža to, o čemer se, Quote. To zelo odraža to, o čemer se zdaj pogovarjava.
Ko si potem šla v koreografske vode, je ta strast seveda ostala. A se prenese potem na ustvarjalce, s katerimi delaš? Božansko je videti, da se prenaša. Na začetku so malo previdni, tudi jaz ne silim, ne drezam, ne vrtam, ampak zmeraj me zanima ta ključ, s katerim lahko odklepaš počasi človeka, ker se mi zdi, da je ta nadgradnja, ki se dogaja, mi ponavadi kreiramo 2 meseca skupaj, neko kompletno novo delo. In to, kar je božansko, da se nam v Sloveniji dejansko v tem umetniškem laboratoriju dogajajo takšne originalne, avtorske predstave. Edwardove, naprimer, ne vem, znameniti Peer Gynt, Carmina Burana, Posvetitev pomladi, to so vse predstave, Moj Onegin, kot smo prej omenila, Romeo in Julija, Madame Bovary, to so vse predstave, ki se tukaj v bistvu ustvarjajo in potem grejo in so prepoznavne v svetu. Ampak da ti prideš do tega, prvo moraš začeti 1 na 1 sam s sabo, z glasbo, sam v studiu preverjati ene gibe, ene vloge recimo včasih v Oneginu jih je bilo 30 in jaz, da jih ustvarim, moram sama sebi utemeljiti vsak dramaturški moment znotraj predstave, da to ima pomen na plesalcu, katerega koreografiram. Misliš, ne gib ali kaj, neka koreografija? Gib in gesta, koreografija, tudi tukaj pauza. Neka govorica, tudi recimo, a veš, da je prav s predpisi določena, kaj nek gib pomeni, so to jeziki, recimo baletni jeziki obstajajo? So, mi smo vsi akademski izobraženi baletni, klasično izobraženi. Se pravi, klasični balet je nekaj, kar smo se od malega učili in kar so nas izurili. Ne? In mnogi prevzamejo do konca svojih karier klasičen repertoar. Potem mnogi sodoben. Se pravi, imaš fenomenalne, vrhunske sodobne plesalce, ki je popolnoma neka druga tehnika. Misliš, še jazz balet? Ali še bolj. Recimo, jaz zelo občudujem, kaj dela Rossana Hribar. Naprimer, to je ena tehnika, ki je neverjetno zahtevna in težka in popolnoma opozit od tega, kar je moje telo kadarkoli delalo in zmoglo. In tako smo prej omenila, imaš Maurice Béjart, imaš Pina Bausch, potem je Kenneth Macmillan, ki je klasičen, neoklasičen oče neoklasike, ali pa John Cranko. In to so različni baletni jeziki. Tako, ampak vsi izhajajo iz klasičnega baleta. Gramatika, ali pa recimo, ne vem, latinski jezik vseh baletov je pa klasičen balet. Tako, in potem se stili in rokopisi razvijajo kot neke fuzije. Dobro. In zase lahko povem, da sem neoklasik in da delam dramske balete. Torej, kaj pomeni dramski balet? Dramski balet je ponavadi po neki veliki literaturi, po neki knjigi, kjer je seveda zgodba, naprimer, poslednji je bil gospa Bovary, vsi vemo, Flaubertjeva knjiga je bila škandalozna, je bila erotična, tisti čas je bil človek obsojen, zaprt in vse. In zdaj, kako te vse like, ki so znotraj te knjige, predelati v koreografsko govorico. Se pravi, ona ne more z besedo, kot igralec, igralka, izpeljati dialoga na odru, ampak mora z fizično. In zdaj, jaz kot koreograf moram biti toliko odprta, ni nujno, da mi je sploh knjiga všeč, da se razumemo. So bili tudi nekateri naslovi, ki sem jih zavrnila, ker jaz, Valentina, nimam do tega naslova nimam odnosa, te ne prevzame. Tako, ne vidiš tega ekspresionizma v gibih in tako. Razumem. Ne znam odkleniti. Nimam tega ključa. Medtem ko je naprimer nekdo drug to fantastično naredi in občudujem njegovo delo, ker to je to. Ampak recimo konkretno... Ko ti bereš, že vidiš neke gibe? Jaz preberem. To vzamem kot absolutni masterpiece. Če je Flaubert dal 2 leti v to delo in je prepotoval pol Evrope in Afrike, da je prišel do inspiracije, kako naj jaz zdaj to naredim z levo roko. Se pravi, jaz si tudi vzamem, zame je znano, Boru, da sem perfekcionistka, da sem manijak, fanatik svojega posla in jaz potem vsako besedo in sceno prvo dam kot dramaturg, razčlenim na prizore. In potem znotraj tega vsi ti liki, seveda karakterizacija je bistvena. Ne more se gibati ljubimec pri 20-ih, znotraj knjige Leon, tako kot se giba v gibu Charles, ki je njen mož, ki je problematičen, hermetik, doktor. Jaz sem izbirčna, kar se glasbe tiče, in če je bil recimo pri Smrtu Benetkah za Thomasom Mannom genijalen Gustav Mahler, tako je recimo zdaj za Madame Bovary izjemno lepo sedo Chopin, Philip Glass, to je ta to sama izbereš? Da.
Da. Tu sem pa tudi To imaš že predstavo v mislih ali skozi glasbo, ali pa skozi gibe pride glasba, skozi glasbo gibi ali kaj? Se prepleta. Ampak bi rekla, da skozi feelings z knjigo pride glasba in potem skozi glasbo prihajajo gibi. In najlepši je tisti finale, ko stopiš prvi dan vaj, zadnja 2 meseca, se pravi, moja faza traja 9 mesecev. Nikoli mi še ni ratalo v življenju narediti balet v manj kot v 9 mesecih. Tako nek otrok, v bistvu kot nek ciklus. In 7 mesecev sama sabo sprobam vse, vsako gesto utrdim, utemeljim, podvomim, gledam, kaj bi bilo boljše, če bi sedla, kaj če bi ta kavč razmaknili, kaj če bi, v glavnem, rekvizit, ne, kozarec mora biti tu, da bi lahko ta cigaret bil tukaj, ne, boljše, da je kozarec tu, zato ker potem bo, to so taki minuciozni trenutki, ki veliko... In o tem razmišljaš tudi po noči, se zbujaš, se zgodi, preden zaspiš, skozi si v tem? Sem. Pa se sploh povlečeš lahko iz tega ven, ustvarjalnega? Ne bi verjel, Borut, ekstremno. Ko zaklenem in potem ekstremno na drugo stran sem, ne vem, z gospo, ki lovi ribe na obali na nekem kamnu v Dubrovniku in razlaga, da vidiš, ta mala riba nije sad ufatila ovaj komad kruha in ja ti ne mogu reći, daj baci mrežu. Odem. Se pravi, tam si nekaj našla? Nič. Aha, okay. Nič. Odidem dobesedno, kadar rabim ta odklop, ali pa ne vem, se sedem na kolo in se vozim ure. Pa recimo, se ti zdaj zgodi, da ti zmanjka navdiha? Da bi si želela nekaj, pa ne moreš, ali kaj takega, ali to ne obstaja pri tebi? Hvala Bogu, ne še. Ne obstaja? Ne, ni se zgodilo. Če bi mi ti zdaj povedal, da bi želel 5 minut in bi mi dal neko idejo, glasbo in bi mi rekel, Valentina, 1 teden mava, bova naredila nekaj... Nikoli ne priješ do neke črne luknje? Da bi rekla, zdaj pa danes pa ne morem ustvarjati, bom pa jutri, ali sem utrujena, ali kaj takega. Ne, utrujena sem. To je druga stvar, ja. To je druga stvar. To je, se ampak tudi utrujena, veš, ura je 3 zjutraj, Maribor spi, tišina je in potem 3:10, that's the point. In grem in zapišem. In ti moji zvezki, če jih bo enkrat v življenju nekdo našel. Kjer se tudi vstajam, samo s čem imam jaz težave, da ne znam pol zjutraj prebrati. Ker, že tako slabo pišem, običajno imam očal, ko se zbudim, in skočim, zlasti ko pišem kakšne govore, ali zdaj knjigo sem pisal, sem si kakšno misel pribeležil. Ampak ko pribeležiš, ali menjaš potem? Ne, to je to. To stoji. Čeprav se zdi, da bi lahko, ampak se mi zdi, da je sedlo v nek kontekst in da tako ne ostane, se bo že pokazalo, da je super. Ja. Pravi ti tudi. Isto. Zdaj si postala moj idol. In jaz moram, in tudi si zapišem, jaz si zapišem tudi, kaj moram kupiti v trgovini. Veš, pri meni so ti listki, mleko, kruh, ampak jaz najraje vse zapišem, zato ker potem imam creative mind. Če pa skozi nekaj, kaj pa če bi to... Ampak kako pa ti ne pišeš gibe, oprosti? Malo jih rišem in moji plesalci vejo, zato ker imam recimo gibe, ki so se zgodili. To je neki jezik, ki je izpadel, recimo smejal se boš, ampak nek gib se imenuje škorpion. In ko jaz rečem baletni dvorani našemu ansamblu, now we're gonna do the Scorpio lift, oni že vejo. Ali pa ne vem, v Povodnem možu, ki smo ga delali za Prešernove 2021, zdaj, ko je bil film, meni se strašno lepo zdela ta izkušnja, v glavnem Povodni mož, tam je en gib, ki sem mu jaz rekla oktopus. In Sjan in Alesija sta točno vedela, kaj mislim s tem. Tako da je v bistvu mogoče malo National Geographic, malo je. Če gre pa za nek nov gib, ki mu še nisi dala imena, ga pa poskušaš malo skicirati. Skiciram ga in ga tudi pokažem. Pokažem ga za svojim asistentom. Anton Bogov je moj asistent in on tudi že intuitivno ve, v katero smer bom skočila, kje je ta grip med tem prijemom za roke. Povemo grip. Daj mi desno roko, ti pokažem. Glej, to je recimo en grip. In jaz se tu počutim varno. Če pa se moram bolj varno počutiti, pa je ta. In tu me ti lahko kontroliraš, še posebej, razumem, potne roke so, veliko trenutkov se zgodi, ki so lahko zelo, zelo nevarni. In ti gripi so zelo pomembni, da jih točno znaš. Ampak to sem želela povedati, da znotraj baletne dvorane, kadar se dogajajo vaje in ti spontani padci, napakice, ustvarjalni proces je res božanski, ker se ljudje počasi odpirajo, se ti na začetku dvomijo vase, ali pa se tudi meni se zdi, kdaj, da imam preambiciozne ideje, da to ne bo šlo, ali pa predebatirava z Alanom Hraniteljem in z Markom in prespimo nekoliko dni za to idejo. Kaj pa, če bi jim potem Marko pride, imam idejo, vem, kako bom rešil ta lift, ali pa Alan ti.
te kostume bomo zdaj kar dali stran. Si mislim, Alen, hranitelj, ne moreš to povedati za svoje božanske obleke. Ne, ker tile kostumi zdaj motijo ta prizor in bomo pustili samo očala. Car, a je lahko kdo večji človek z no ego, da sredi generalne vaje to vse, kar je skreiral, reče, ne, to zdaj ne, ker je to bistveno bolj čisto. Mislim, taki neki božanski trenutki se dogajajo znotraj kreacij. In se ti zdi, ko nastaja ta predstava, da ko jo potem na koncu pogledaš, da je točno odsev tega, kar si sanjal na začetku, ali se tudi spreminja zaradi tega, ker ste vse te modifikacije delali? In je drugačno od tega, kot si se zamislila? Včasih je neki prizor bistveno boljši, kot sem si ga jaz, pa tudi jaz rastem v teh 2 mesecih z njimi, si bolj upam ali pa nikoli nimam noge na bremzi. To je tudi problem. Jaz vedno v 5. brzini pa na full. A recimo, kakšenkrat spreminjaš tudi samo zgodbo, recimo zaključek, te drame so kakšenkrat žalostne, ne? Žalostnim koncem. Nimaš kot upornica nikoli želje, da bi spremenila, da bi bil vesel konec, da bi živela srečno celo življenje naprej? Borut, vedi, da ko boš videl srečnega konca pri meni, to pomeni, da se Valentini nekaj fej zgodilo v življenju. Tako, je ena mala zgodba okrog tega, da je, ko je mati umrla, seveda sem jaz bila premlada, da bi razumela tega. In takrat mi je Moris rekel, ti za to svojo dušo boš zdravila ljudi. Absolutno nisem vedela, kaj mi govori. Iz te bolečine je rekel, toliko imaš zapovedati o smrti, da bo vsaka tvoja predstava zdravilna, polna ljubezni. Vedel je, da bom koreograf, prav nekoliko nas je izbral v tej smeri in dejansko Žil Roman, Julija Zarena, Džiči Kobayashi, velik nas je Adonis Vonjadakis, to so vse njegovi izbranci, ki so danes vsi koreografi. In če gledaš, gre od začetka Romeo in Julija, Evgenij Onegin, smrt. Carmen, smrt. Madame Bovary, totalna smrt, v bistvu, nevarna razmerja, ubod, dama s kamelijami, katastrofa. Mislim, Skratka. In zmeraj si vzamem čas za te prizore smrti na koncu, ki so, evo, kot je Moris povedal, zdravilni. Polni življenja, Ja, hočeš. moram pa se pohvaliti, da mi je, pohvalila se bom, ker sem za Nano Milčinski, krasna, Nana je krasna. V času covida je prinesla od Frana, od Ježka, knjigico v naše gledališče in smo se dogovorili, da bomo naredili v bistvu otroško predstavo. In jaz sem se počutila popolnoma netalentirano. Mislila sem se, da je Danilo Rošker, naš direktor, me je povabil na pogovor in je bil tako vesel, mi je ponudil ta projekt in sem si mislila, joj, Danilo, ne vem, če sem jaz pravi naslov, pravi naslov za to. In on tak suvereno in srcem rekel, Valentina, 100%, to bo super, super boš naredila. In je toliko verjel vame in seveda cela ekipa, da sem se nekako lansirala. Ok, potem pa gremo, baloni, rolke, norišnica in krasno glasbo smo naredili. Jani HC je naredil in cela ekipa. Krečič, v glavnem ratala je predstava, ki jo otroci neizmerno imajo radi in moram priznati, da sem samo sebe presenetila. Zdaj, proti koncu te moram vendarle vprašati, a se ti še zdi, da kakšne majhne punčke želijo postati balerine, da imajo te sanje? Jih vidiš to v njenih očeh? Ker se mi zdi, da te majhne balerine, sveš, sem in tja, tudi jaz ali zaidem na take predstave, ali pa to vidim. Se mi zdi, da je v njihovih očeh nekaj posebnega. No, ne vem, zakaj je mogoče, zato ker, ne vem, a je nekaj tega? Prav tako, kot si povedal, v očeh vidiš človeka, v očeh vidiš malo balerino, ki bo, ali pač eno drugo, ki ne bo uspela. Je pa res, da je trnova pot. Jaz sem vedno iskrena do mamic, do staršev, ki pridejo k meni in pogledajte našo zahtevna punčko. Umetnost, ne? Tudi telesno zahtevna umetnost. Ne? Mentalno, so bolečine, so fizično, poškodbe. Moraš biti duhovno močno znotraj, se boriti za svojimi demoni, ampak nedvomno ni edini, seveda ni edini poklic, je pa v Sloveniji še vedno v nekem raziskovalni fazi. No? V svetu je bistveno bolj kruto od samega začetka in potem je tudi bistveno večja selekcija. Ampak je pa res lepo in jaz vedno zmeraj povem, da je krasno dati otroke na balet, zato ker dobijo neko drugačno kulturo. Tudi če potem ne nadaljujejo. Tudi če ne nadaljujejo, ampak dobijo eno fino kulturo osebno in tudi kulturo telesa. Tako. Kaj so tvoji naslednji cilji? Torej, Želje? naslednje Kje te bomo leto videli?
da se bo krog dejansko sklenil in da je vesolje dejansko ves čas prisotno v naših življenjih, izbrana sem, da grem prav v Bežar Ballet v Lozano, kar je neverjetno, še zdaj se moram uščipniti vsake toliko, da vem, da ne sanjam, narediti kot koreograf en velik nov balet za to kompanijo, kjer sem nekoč plesala kot mlada plesalka in Maurice je umrl leta 2007 in njegov heritage nadaljujemo. Tako da sem počaščena in se že strašno veselim. In moraš priti pogledati eno mojih predstav. To si mi prej rekla, to bom z veseljem storil. Tako. Še enkrat bi se ti na koncu zahvalil za to darilo, ki me je kot rečeno ganilo. Se mi zdi, da ti mora to veliko pomeniti in to, da si mi to dala, ogromno pomeni meni. Če ne bodo ostale moje, se bom potrudil, da bo to dobil nekdo za dober namen, ki mu bo veliko pomenilo. To ne more dobiti kar vsakdo, to je veliko. To je skoraj nacionalna dragocenost. V teh balerinkah je plesala Valentina Turku, ki je bila danes moja sijajna gostja. Zdaj vem, zakaj te imajo ljudje radi. Hvala, Borut. Sem bil počaščen, da si bila moja gostja. Imej se zelo dobro, uživaj, bodi še naprej tako strastna in navdihuj vse nas. Hvala. Mi pa se vidimo naslednjič. Srečno!